se je v tej hiši rodil Valentin Vodnik? Tukaj se je rodil v družini 10 otrok, on je bil prvi. Tukaj smo na tej razstavi, ki smo jo naredili ravno zato, da razlagamo o njegovem življenju, poskusili njegovo življenje v bistvu narisati kot en tak strip, vidiš. In tukaj je ta hiša in cela njegova družina. Zakaj je bil pa Valentin Vodnik pomemben? Še vedno je pomemben. Napisal je prvo tako pomembno pesniško zbirko, pisal je prve učbenike, napisal je babiške bukve, kuharsko knjigo, izdal je prvi slovenski časopis. Ogromno enih stvari se je lotil kot prvi. Tak radoveden človek je bil, no. Najbrž slovenski jezik se ne bi na tak način razvijal, če ne bi obstajal tudi Valentin Vodnik, ki je svoje življenje v bistvu temu posvetil. Kaj se lahko vidimo na tem stripu? Tukaj recimo vidimo, kako uživa tako življenje, sproščeno otroštvo na bajerju, se drsa, se zabava, pa potem gre v šole, ker so rekli, da je odprte glave, da se hitro uči in da ne gre kot prvi sin študirati, in je šel k svojemu stricu duhovniku, frančiškanu, in je potem študiral in se učil in stopil v frančiškanski rod. In je potem izstopil iz tega rodu in to je ena pomembna slika, ker ta njegov prijatelj tukaj zraven, to je Žiga Zois, ki je bil zelo pomemben v njegovem življenju. Zato, ker ga je sprejel, povabil v svoj Zoisov krožek, tako se je reklo, ljudi, ki so razmišljali, kako slovenski jezik postaviti tako, da bo postal uporaben in pomemben jezik. Vidiš, tukaj kaže, kako je hodil v hribe, bil je na prvem pohodu na Triglav. In tukaj, kar vidimo na tej sliki, je pa Zoisov krožek. Evo, pomembni ljudje se so zbirali pri Zoisu doma in so razpravljali, kaj narediti, kaj storiti. Predaval je, učil tudi grščino, francoščino. In tukaj pa na tej sliki vidimo, kako je pripravljal slovar slovenskega jezika. In da je v slovenski jezik ali prevedel, ali si na novo izmislil okrog 130 000 besed. En kup njegovih besed mi danes uporabljamo, pa ne vemo, da si jih je on prvi izmislil. Recimo beseda novice. Tukaj recimo pa vidimo, da je izdajal tudi prvi časopis v slovenskem jeziku. Katero je pa najbolj pomembno Vodnikovo delo? Najbolj ga poznamo seveda po njegovi pesniški zbirki Pesmi za pokušino, ampak izdal je tudi recimo Babiške bukve in še tukaj imamo še eno knjižico, no, ker bukvo, ki jo je tudi izdal, to so pa kuharske bukve. Recimo izdal je Pratiko, to je taka knjiga, v kateri je izdal predvsem navodila kmetovalcem, kdaj naj sejejo, kdaj naj žanejo, kdaj naj opravljajo kakšna kmečka opravila. Za otroke je pa pisal uganke. Ali nam lahko zastavite eno uganko? A si upate? Ja. No, da vidimo. Čakaj, tale je taka, za filpcologe. Kaj je hitrejše kakor blisk? Misel. Ja, evo. Na konec tega vašega obiska tukaj eno presenečenje za vaju. A ste pripravljeni? Je. Vodnik. Dajmo 3, 4 zdaj. Vodnik! Dober dan, bog den, lep dan. A vam nekaj povem? Aha, recite, kaj imamo, dokler iščemo, kadar pak najdemo, nimamo. Uganko! Ja, uganko! In tako naprej, in tako naprej. Jaz grem, 8 let, jaz moram iti. A je Vodnik bil zelen? Ne. Lahko bi bilo zabavno, ne, če bi bil. To je to, kar ste zdaj videli, v bistvu lik iz predstave. Ste prepoznala, kdo je bil to? Ne. To je bil Andrej Rozman Rozar. Tukaj na Vodnikovi domačiji govori v jeziku, ki ga je Vodnik včasih govoril, v predstavi z naslovom Ljubljanski vodnik našel vodnika.